Meni so sistem zelo enostavno predstavljen. Država more nekaj dobiti. Ko govorimo o davkih, je tako, davko je zmeri preveč, ker kot ste rekli, tudi umreti ne bi mogoče hotel, pa davko ne bi hotel plačati, ampak lepo omenjeno, da država mora nekaj dobiti. Prišlo je v bistvu dosti iznenada so te odločitve, ne? In tako, ja, ni neki, da bi lahko rekel, imel kako besedo pri tem, ne, v javnem sektorju. Tako da je pomembno to, kaj dobimo za davke. Stvar, ki je najbolj mogoče moteča in najbolj zakomplicirana, ti moraš imeti en kup svetovanja, mehanizmov, da na koncu dneva izračunaš, kaj državi dela. Se poznajo te razlike, ali pa zdaj, ko je bila tudi izravnava teh plačnih razredov, tako da neki se poskuša regulirati, a ne? Ko si ponovadi SP, ko začne z neko poslovno idejo, je tu bav, pač čirule čarole bav, potem se pa zgodi neka stopnička, kamor dobiš dovolj kadra in podpore, da kar naenkrat davki niso niti več tak problem, kot so bili, ker imaš si upoljen z dovolj znanja. Mislim, da se vsi ukvarjajo, davki bodo, davki. Ampak prej ali slej bomo mogli optimizirati državni aparat, ker če ne bomo prisiljeni v neko odrekanje. Z temi začetnimi plačami, ne, recimo ni mogoče dobiti nek kredit za nasploh nakup stanovanja ali pa tako naprej in si potem malo zaciklan kot mlad zaposlen v tem. Spet mogoče tle manjka en mehanizem za mlade, da lažje prebrodijo to prvo stopničko. Visoke davke konec koncev niso tako hud problem, če se znaš na njih prilagoditi. Mi mladi nam pa manjkajo izkušenj in te izkušnje moramo nekaj dobiti.